Za konec bomo pripravili še nekaj sladkega iz blenderja. Tokrat ne bomo dodajali listnate zelenjave, ampak bomo res naredili pravi posladek. Če ta naš posladek bolj razredčimo z vodo ali z mlekom, nastane smuti. Če dodamo manj tekočine, naredimo puding ali kremo. Če dodamo še več chia semen, se še bolj zgosti. Če ga pustimo nekaj ur v hladilniku, nastane res pravi puding. Ja, sem noter bomo dodali še. Smo delali stvari in so blizu. Pa začnemo. Najprej malo mleka, mandljevega domačega mleka. Ne bomo dali preveč, zato da bomo res dobili gosto kremo. Banane so odlične, zato ker naredijo krasno, kremasto, takšno mehko teksturo, tako da jo velikokrat dodajamo ne samo smutijem, ampak tudi kremam, pudingom, presnim, seveda. Lahko pa banane odlično dodamo tudi v kakšne veganske pečene sladice. Zmanjšamo količino jajc s tem. Osladimo, v bistvu banana nam nadomesti kakšno drugo sladilo, imamo čisto naravno sladko sladico in lahko naredimo mafine, kolače, pogače, palačinke, celo palačinke lahko vmešamo banano. Jaz vse sadje najprej operem, tudi banane, zato da umazanije z olupka ne nanesem na sadež. Takole. Majčkeno bom osladila, in sicer z agavinim sirupom. Ta agavin sirup je črne barve, ker je to presni agavin sirup. Presni pomeni temperaturno neobdelan oziroma obdelan le do temperature 45 stopinj Celzija. V presni prehrani lahko segrevamo do 45 stopinj Celzija, ne pa več. Ker namreč pri 45 stopinjah pričnejo odmerati oziroma denaturirati encimi. Pri 52 stopinjah encimov ni več v hrani in to nima karakteristik sveže hrane. Malo agavinega sirupa. Aha, pa to nima nobene vrednosti. Ima hranilno vrednost. Kupljen agavin sirup ali tak sirup, kakšna je razlika, da lahko kupimo? Lahko kupimo, seveda ga lahko kupimo. To je pač zaradi samega postopka pridelave je dražji presni kot pa navadni. Še vedno lahko je tudi navadni zelo kvaliteten, biološki, nadomešča sladkor, naravno sladilo, ampak ne glede na to, kako zelo je zdrav, to je še vedno sladilo in si prizadevamo, da sladil uporabljamo čim manj. Kolikor se le da, sladimo z sadjem, z suhim sadjem. Zdaj sem dodala sladke stvari, dodala bom še malo limoninega soka, ker limonin sok krasno poveže okuse. Takole. Zdaj imam tukaj kakao v prahu, kakao v zrnju in pa rožičevo moko. Rožičeva moka je podobne barve kot kakao in jo velikokrat uporabljamo namesto kakava. Kakao je poživilo oziroma vsebuje poživila, in sicer kafein, teobromin,
teobromin. To so poživila, ki povzročajo, da postanemo odvisni od čokolade. Zelo veliko ljudi danes brez čokolade ne more živeti. To je zato, ker vsebuje poživila. Zato se jaz trudim in kakav velikokrat nadomeščam vsaj delno z rožičevo moko, ki je zelo kvalitetno živilo, vsebuje veliko kalcija in ne vsebuje oksalatov, ki ovirajo absorpcijo kalcija. Ker pa smo navajeni na ta okus, bom jaz zmešala zdaj malo kakava v prahu, malo kakava v zrnju in malo rožičeve moke. In bomo dobili... Kakav je navaden ali presni? Ne, presni. Tukaj pri nas je vse presni. Mi smo zdaj v presnici in je vse presno. Torej, temperaturno neobdelano, zato je prehranska vrednost teh kakavov večja, kot pa kakava, ki ga kupimo v prosti prodaji. Poleg tega nima dodanih sladkorjev. Kakav ima... To je tudi drugačnega okusa. Ja, bolj grenak je. In razlika je tudi v okusu kakava v prahu in kakava v zrnju. Kakav v zrnju vsebuje tudi kakavovo maščobo in zaradi tega je tako bolj pikanten, malo bolj ostrega okusa. Skupaj s kakavom v prahu pa z rožičevo moko bomo ustvarili pa celo kompozicijo okusa. Sol je ojačevalec okusa. In zato jo v majhni količini dodamo. Vanilja, naravna, seveda. Kakšna je pa sol? Sol je pa himalajska. V presni prehrani se trudimo, da uživamo čim bolj kvalitetna živila in čim bolj naravna in nepredelana. Himalajska sol je v bistvu takšna, kot jo naberejo v naravi, v Himalaji, jo dobimo mi v naše kuhinje. Sol, ki jo kupimo v trgovini, je temperaturno obdelana, segreta na ogromne temperature, ki seveda uniči vse minerale, potem pa umetno dodajajo minerale. Tako da namesto himalajske soli bi lahko uporabili solni cvet iz piranskih solin. To je ravno tako naravna sol. Dodala bom še čija semena, ker smo rekli, da delamo gosto kremo. In dodala bom še malo ledu, ker zdaj, ko je to gosto, se bo še toliko bolj segrelo. In bi potem, ko bo gotovo, bi čutili, da je temperatura se rahlo dvignila. Ne čez 45 stopinj, ampak toliko, da čutimo, da je malce topleje. Ker je to precej gosto, si bom pomagala še s tamperjem, samo za trenutek, da se bo vse skupaj lepo zmešalo. Zdaj se je že precej zgostilo, ampak če bi to postavili zdaj v hladilnik in pustili nekaj ur v hladilniku, bi se še bolj zgostilo. Ampak že zdaj vidimo, da je to kar gosta krema.
Okrasimo. Mogoče zato, da majčkam poživimo, damo nekaj goji jagod. Nekaj kakavovih zrn. Takole, naš posladek je pripravljen. Ampak na Facebook v bistvu ona ti Ja, nimate ne reklamnih Mi imamo trgovino, spletno trgovino. Rada bi se zahvalila gospe Katji, ker je pokazala gledalcem 3 različne recepte jedi in tudi, da je sprejela sodelovanje z nami. Jaz se zahvaljujem vam za obisk v Presnici in vas povabim še kdaj. Dragi gledalci in gledalke, upam, da vam je bila kakšna jed všeč in jo boste poskusili tudi sami narediti doma, saj veste, kako zelo je presna hrana zdrava za naše telo. Vidimo se naslednjič.